V podjetju Seltron Mariborčani kar veliko vedo oziroma slišijo, tudi velik zaposlovalec na tem področju ste. Mogoče na začetku, da bi nam razložili, s čim vse se ukvarjate in katere kadre zaposlujete. Podjetje deluje z tradicijo 26 let, to pomeni rastemo generično, to se pravi zaposlujemo celotno naše obdobje. Poslujemo konstantno po 3 do 5 delavcev na leto, tako da nas je sedaj 67 zaposlenih in precej kooperantov je vezanih na nas. Kaj izdelujemo, s čim se ukvarjamo? To se pravi, naše poslanstvo je ljudem pomagati pri varčnem ogrevanju. Imamo 2 dejavnosti v sklopu tega, proizvajamo regulacije ogrevanja in tržimo vse za ogrevanje. Zaposlujemo od diplomiranih inženirjev, recimo imamo tudi doktorja zaposlenega, pa do poklicne šole. To se pravi, največ zaposlenih je za srednjo šolo, to je ljudi, ki v proizvodnji delajo, potem pa je seveda precej ljudi tudi v razvoju. In koliko je zaposlenih trenutno približno v firmi? Tako kot sem rekel, to se pravi, zaposlenih nas je trenutno 67 in tudi letos nameravamo kar nekaj dodatno zaposliti. Bi lahko dejali, da je izvira firma in se rodila na bazi družinskega sodelovanja, ne? Podjetje ima globoke korenine, čisto začelo je tako rekoč iz nič v sodelovanju 2 partnerjev. Ta 2 partnerja sta v določenem trenutku spoznala, da se želita širiti, sta sprejela tudi nas druge solastnike v podjetju, tako da nas je sedaj 5 solastnikov v podjetju, s katerimi se seveda tudi dogovarjamo o strateških ciljih in skrbimo za nadaljnji razvoj podjetja. Deluje praktično kot družinsko podjetje. Pa bi lahko svetovali mlajšim ali pa tistim, ki imajo podobno idejo ali pa priložnost, kako je sodelovati z bratom ali pa z nekom iz družine? Je to prednost lahko, ne? Zelo pomemben je dialog. Jaz menim, da tudi v zdajšnjem času se tudi ta dialog, jasne misli, jasno izražene misli, sodelovanje tudi vedno bolj prihaja sicer do tega spoznanja, da več ljudi več ve. Če se gradi na teh temeljih, je to seveda lahko zelo uspešna zgodba. Dialog pa ni vedno enostaven, zato je pač treba spoštovati mnenje drugih, jih poskušati razumeti in potem je dialog med lastniki in seveda med lastniki in zaposlenimi nekoliko lažje. Danes je tudi ogromno konkurence na trgu, ne? Verjetno imate neko svojo strategijo. Pa vprašanje mogoče pravo za vas, kje ste vi tisti, ki se razlikujete od konkurence, v kaj verjamete? Imamo to se pravi, pred približno 5 leti smo postavili vrednote podjetja. Ena izmed ključnih vrednot je, da smo nadgrajevalec trendov. To pomeni, proučujmo našo konkurenco v celotni branži, to pomeni v celotnem svetu in potem skušamo najti nekaj koristi, ki dodamo, ki so popolnoma naše, v te izdelke in razvijamo izdelke, ki so v nekaterih lastnostih unikatni z področja, ki ga proizvajamo. S tem dosežemo to, da večina naših izdelkov tudi izvozimo. Naš trg je Evropa in mi recimo v letu 2017 smo približno 85% izdelkov izvozili na zahtevne zahodne trge. Proizvodnja pa je samo v Sloveniji na tej lokaciji? Proizvodnja je pri nas takšna, da imamo kompletni razvoj v podjetju, to se pravi vse od orodij, softverskih rešitev, celotni izdelek razvijamo tu, potem ga pa izdelujemo s pomočjo kooperantov. Komponente, elektronske komponente, displej in vse ostalo nabavljamo praktično po celem svetu, od ameriških do kitajskih komponent in seveda kooperanti, kot je pa brizganje plastike in podobno, polaganje elementov na vezi, uporabljamo kooperante v Sloveniji, vse pa sestavimo pri nas, sprogramiramo in testiramo pa tukaj na tej lokaciji. Kakšna je pa kaj vizija za prihodnost? Verjetno imate že začrtane stvari, tudi širite prostore, smo izvedeli. Tako, to se pravi, za to strategijo izdelave, razvoja naših izdelkov prihajamo do tega, da je povpraševanje vsako leto rastemo generično 10 do 20%.
To zahteva širitev proizvodnje, predvsem pa usmeritev v proizvodnjo v industrijo 4.0. Da jo čim bolj obvladamo digitalno, da čim več vključujemo robotov, da čim več stvari delamo avtomatsko, planiramo z algoritmi. To spravi, počnemo mogoče malo drugače, kot smo včasih. Zelo dosti stvari tudi merimo in smo nekje na tej poti. Vidimo zelo dosti investicij še, ki jih moramo izvršiti, kljub temu, da vsako leto precej investiramo ravno v to posodobitev v proizvodnje, v avtomatizacijo proizvodnje, v čim bolj kakovosten testiranje v sami proizvodnji, ker bistvo je higienik, da vsak proizvod je 100%, ko pride iz proizvodnje, to je postalo popolnoma normalno. Hvala lepa, želim, da uspešno sledite tem svojim ciljem. Hvala, to je tudi naša vizija prihodnosti. Da.